Spoštovani gostje, spoštovani gospod župan Mestne občine Maribor, spoštovani predstavniki občine Maribor, lepo pozdravljeni na današnjem, žal že zadnjem večeru v okviru 11. mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti, ki tudi tokrat poteka v Mariboru. Pozdravljam vas v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev, organizatorjev tega seminarja, tega dogodka. Da mogoče nekaj povem o vseh prevajalcih, ki so se pravkar predstavili tudi že županu. Prevajalski seminarji potekajo zdaj že vrsto let, natančneje od leta 2010. In seminarji so do sedaj združili kar 90 prevajalk in prevajalcev iz 25 jezikov oziroma jezikovnih okolij. Združujejo strokovnjake s področja kulture, knjige, kar več kot 80 sodelavcev sem imela v teh 10 letih, kajti z seminarjem živim pravzaprav že od vsega začetka in vsako leto ga malce nadgradimo. In že kar nekaj let smo tudi tukaj v tem čudovitem Mariboru, hkrati tudi mojem rojstnem mestu. In na to sem prav posebej ponosna, da mi je uspelo skupaj s sodelavci tudi z Javne agencije za knjigo, ki je glavni sofinancer tega seminarja in je ne smem pozabiti, da smo pripeljali ta seminar v Maribor. Moram reči, da sem se danes naučila, da sem rekla gospodu županu, ja, smo zelo dobri turisti, pa pravi gospod župan, niste turisti, ste obiskovalci, ker v Mariboru ostajate več dni. In dejansko smo res zelo dobri obiskovalci tega mesta, zelo radi se vračamo, ne samo v okviru seminarja, ampak tudi drugače obiskujejo naši seminaristi tudi kasneje Maribor s svojimi družinami recimo. In vsekakor koristimo praktično skoraj vse, kar mesto ponuja, tudi ogledujemo si mesto, gostinsko ponudbo, uživamo v hrani, uživamo v degustacijah vina. Tudi danes smo imeli eno in tudi imamo pripravljen vinski šank. Tako da vsekakor živimo zdaj v teh letih, odkar smo tukaj z mestom. In ker sem že tolikokrat omenila gospoda župana, ki nas je danes počastil s prihodom, sem ga tudi prosila, če lahko nagovori vse vas, in ga vabim k mikrofonu, torej gospod Aleksander Saša Arsenovič, lepo prosim. Spoštovane, spoštovani, pravzaprav se zahvaljujem za ta čudovit uvod, gospod Petrič, in počaščen sem tako osebno jaz kot seveda mesto in regija, da je ta seminar tukaj, tako da hvala organizatorjem in vsem prevajalcem, ki se očitno v našem mestu dobro počutite. Mestu v celoti seveda literarna dediščina in današnji ustvarjalci veliko pomenijo, tako se trudimo seveda na vse načine, tako mestne ustanove kot nevladne organizacije, da bi z tem delom kulture prispevali k razvoju mesta in sem res vesel, da glede na to, da ste že toliko let tukaj, verjamem, da boste še v prihodnje tukaj uživali, mogoče bo kdo kdaj tudi prevajal kakšno knjigo o razvoju Maribora v tem času, ki mislim, da smo mu tudi priča in da bo vaše doživljanje tega prostora z leti tudi drugačno, z manj avtomobili, z več življenja ob reki, z živimi, impulzivnimi trgi in z čudovitimi ulicami, ki jih urejamo v povezavi z reko Dravo in z parkom in z zaledjem, v povezavi seveda z drugimi deli mesta. Tako da izjemno sem pravzaprav počaščen, da ste tukaj, se zahvaljujem tudi naši Zori Jurič, ki je tukaj pravzaprav prav gotovo malo sokriva. Vesel sem, da je med nami gospod Pregl in vam želim eno čudovito bivanje v mestu in
Hvala, da prevajate slovenski jezik in tako na nek način tudi, knjige naših avtorjev, širite našo kulturo in prikazujete Slovenijo in naše življenje v drugih državah v pravi luči. Tako da hvala vam in dobrodošli. Lepa hvala za ta topel pozdrav gospodu županu. Na oder pa kar vabim naša dva današnja gosta, že omenjenega avtorja Sebastiana Pregla. Namreč prevajalci so se v okviru Mednarodnega prevajalskega seminarja ukvarjali letos z njegovim nagrajenim, s Cankarjevo nagrado nagrajenim romanom V Elvisovi sobi. In sogovornico, moderatorko in dušo v bistvu kulturnega življenja tukaj in literarnega življenja v Mariboru, ki ste jo pa tudi že spoznali, Zoro Jurič. Dober večer, pozdravljeni. Lepo nam je tukaj ob Stari trti, dobili smo se na takšnem simbolnem mestu Maribora, kamor pridejo vsi, ki pridejo iz tujine, in če bi znala ta Stara trta govoriti in o sedanjosti in o preteklosti, bi lahko v mnogih jezikih spregovorila o mnogih obiskovalcih in o časih, ki so minili, in upam, da bo še dolgo, dolgo z nami. Tudi sama sem zelo počaščena, da lahko znova se srečujem s prevajalci, tako zelo pomembnimi ljudmi, ki prenašajo literaturo iz enega jezika v drugega, da lahko mi dobimo temeljna dela svetovne književnosti in da lahko naša književnost stopi v svet. Zahvaljujem se seveda Mednarodnemu prevajalskemu seminarju, Tanji Petrič, Mladinskemu kulturnemu centru in vsem, ki pripeljejo ta del festivala tudi v Maribor. Zelo sem vesela tudi, da je nocoj gost pisatelj Sebastian Pregl, ki ga lahko uvrščamo med osrednje slovenske pisatelje. Njegova dela so priljubljena tako med bralci kot opažena in nagrajena med kritiki. Lani, ko sva se srečala na dnevih knjige v Mariboru, na velikem večernem branju, je prišel kot nagrajenec Cankarjeve nagrade. To je nagrada za najboljše literarno delo tistega leta, ki ga je dobil za roman V Elvisovi sobi, o katerem bova nocoj še govorila. In kot nominiranec, bilo je tik pred Kresnikom. Letos je tukaj spet kot nominiranec Večernice. To je nagrade, ki jo podeljuje mariborska časopisna hiša Večer za najboljše mladinsko delo. Tako da odzivi so lepi. Gospod Pregl, kaj pomenijo odzivi? Konec koncev najbrž, tako kot človek karkoli, če speče kruh, želi odziv, in kako je z umetnikom, z ustvarjalcem, s pisateljem, ne piše samo zase, in kako pomenijo tudi ta priznanja, te nagrade? Ja, najprej dober večer tudi v mojem imenu in hvala za povabilo. Nagrade in nominacije vsekakor so pomembne, in tisti, ki bo rekel, da mu je vseeno, sigurno ne govori resnice. Je pa tako, da v bistvu ne smejo preveč vplivati na avtorja, zato ker konec koncev nagrade, ki se podeljujejo, imajo neke svoje žirije, ki se spreminjajo, tako da določeno delo, ki je v nekem obdobju nagrajeno, mogoče leto kasneje ne bi bilo, in obratno, nekdo, ki je mogoče mu nagrada eno leto ušla, bi jo v neki drugi sestavi te žirije pač dobil. Vsekakor so pa za nas verjetno te nagrade najpomembnejše zato, ker se takrat malo več medijskega prostora nameni določeni knjigi, ki se, ta prostor se žal v medijih, vsaj teh klasičnih medijih, dokaj širi. Iskati je treba neke nove poti, saj internet jih omogoča, ampak vendar, klasičnih medijev ni mogoče kar tako prezreti, in ko so potem objave recimo v Večeru, Dnevniku, Delu in tako naprej, je sigurno to opaženo, in se potem tudi vidi nenazadnje pri knjižnični izposoji, da ljudje nekako bolj segajo po teh knjigah,
kar je pač za avtorice in avtorje fajn. Ja, da ne bova kar na pamet govorila, naj povem, da za 4 zbirke kratke proze, 7 romanov in 8 knjig mladinske literature je bil avtor kar 5-krat nominiran za nagrado Kresnik, to je za najboljši roman leta. In tudi za mladinsko literaturo večkrat, 2-krat za Desetnico in kot smo slišali zdaj za Večernico. Pa tudi prevodi so neke vrste priznanje. To, kar poslušamo, to glasbo, naj povem, da se boste srečali še z eno posebnostjo mesta in sicer s Flosom Splavom, ki bo pripeljal tod mimo, od tod ta glasba. Ker tukaj je nekoč bilo pristanišče za splave, ki so privažali les iz Dravske doline. Prevajanje je gotovo dobro, odpira okno v svet in vi imate kar nekaj del, če se ne motim, 3 romani so prevedeni in sicer gre za Podsrečno zvezdo. Prav vesela sem, da je ta roman preveden v nemščino, ker se mi zdi izjemno aktualen in dober. In še 2, tudi Kronika pozabljanja v nemščini in angleščini. Poleg teh 2 jezikov, v katere so prevedene tudi nekatere novele, pa je preveden, zanimivo, tudi oba mladinski deli in sicer sta to dogajanja tega Duha Babojana, sem iskala ime dogodivščine, Duha Babojana, prevedena v nemški prevod. Sicer pa so knjige Zgodbe s konca kamene dobe izjemno priljubljene med mladimi bralci in sami ste nekoč dejali, da ste že v osnovni šoli rekli, da boste pisatelj. Na vsak način boste pisatelj in tako se vam je malo zdaj uresničilo tisto, da bi hodili po šolah in pripovedovali o knjigah in kaj lepega povedali. Potem pa ste pristali sicer v marketingu, mogoče bova kakšno besedo rekla tudi o tem, vmes pa študirali zgodovino. Zgodovina pa pravzaprav ni tako daleč od pisanja, kot bi si človek mislil. Nasprotno, velikokrat rečemo, da morda včasih iz zgodb iz preteklosti zvemo več, kot pa iz zgodovinskih učbenikov. Se tudi vam zdi tako? Zanima me, ali takrat, ko ste študirali zgodovino, ali ste vzporedno brali tudi kakšne zgodovinske romane v nekem obdobju in se na ta način seznanjali? Ja, zgodovinskih romanov pa nikoli nisem bral, to pa nikoli me ni potegnilo, no, tako da, ampak če se vrneva k temu študiju, ne, pravzaprav jaz sem v resnici v osnovni šoli zabrusil učiteljici za slovenski jezik, s katero se nisva najboljše razumela, da preden bo šla ona v pokoj, bom jaz za domače branje, sicer po moje, če bi šla stavit, bi ona zmagala, ampak nič hudega, ne, tako da v bistvu sem se nekako takrat, mogoče tudi pod vtisom tega, da je bil sosed Ciril Zlobec, od sošolca stric je bil pa Tone Pavček, kateremu sva včas med popoldanskim varstvom zbežala. To je bilo v 20. stoletju možno, ne? V 21. to nikakor ne gre, da bi otroci kar zginala, ne? No, in oba pesnika sta name naredila res en tak močen vtis, ne? Tako da se mi je zdelo to, kar ona dva počneta, nekaj najboljšega, kar lahko pravzaprav človek v življenju počne. Ampak seveda me je pa zanimala tudi zgodovina, tako da sem zelo dolg časa nekako kolebo, ne, a bi bila to zdaj zgodovina ali primerjalna književnost, na koncu sem se odločil za zgodovino. Mislim tako, ne, sem rekel, če pišeš, ne, si lahko pisatelj tudi, če ne študiraš primerjalne književnosti. Zgodovina pa res da eno tako fajn širino, en tak fajn temelj. In če bi šel ponovno študirati, ne glede na to, da me je življenje čisto drugam odneslo, bi verjetno šel ponovno zgodovino študirati.
Za vas govorijo, da ste pisatelj izjemne domišljije. Tudi fantastika vam ni tuja. In ste pa te zgodovinske drobce, sploh tiste morda malo manj vidne, malo manj znane, uporabili kar v svojih prvih 3 romanih. In sicer Na terasi Babilonskega stolpa se pojavlja Žička Kartuzija, potem Mož, ki je jahal tigra, no to bo še posebej zanimivo mogoče za našo rusko gostjo, ker govori o ruskem pilotu, in pa še Leta milosti, tudi tu zanimivo, vendar sami zatrjujete v intervjujih, da se nikoli ne držite samo zgodovinskih dejstev, ampak da pripovedujete zgodbe. Zgodba je tista. Ali se kdaj pisatelj podal zgodovino tudi zato, ker se vam zdi, da ste malo svobodnejši pri oblikovanju zgodbe? Ja, ne vem, če sem sodobnejši, oziroma bom povedal eno izkušnjo, kako včasih nismo svobodnejši. Ko sem začel pisati serijo zgodb z konca kamene dobe, to se pravi, to je nekje za prvo triado, to so otroci stari od 6 do recimo 9-10 let. Sem kot zgodovinar blazno, tako suvereno začel pisati in napisal prvi del, ne. Šele potem sem začel razmišljati v bistvu o tem, ne, a vse to sploh drži, ne. In seveda, ne, dogajanje pred 5000 leti pravzaprav nima veliko zgodovino, bolj je povezano z arheologijo, ne. In potem sem začel pravzaprav, ko sem zaključil prvi del, zaradi tega, ker otrokom pa res moraš povedati, kaj je res in kaj ni, ne. Se pravi, tam je ta ločnica zelo močna, ker pri odraslih je drugače, ne. Odrasli se lahko pač sami odločimo, sami moramo vedeti, sami presojamo, se pravi, nekaj je res, nekaj ni res, predvsem je pa ena taka velika sivina vse skupaj in nekako krmarimo, ne, med boljšim in slabšim. Pri mlajših bralcih se mi zdi pa pomembno povedati, kaj je prav, kaj ni prav in tudi upozoriti na to sivo polje, ki je vmes, ne, da ni vse samo dobro ali pa samo slabo, ne, ampak vendar zgodovinska dejstva morajo držati, ne. No in takrat sem potem kar nekaj metrov knjig prebral, ne, preden sem v bistvu prvi del popravil in šel pisati vse naslednje dele, ne. Drugače pa, ja, pri pisanju romanov za odrasle so me pa najbolj zanimale, tako kot ste že rekli, ne, se pravi te malo manj znane stvari, ne. Saj neka splošna zgodovina, to vsi poznamo, vse nam je jasno, eni smo si malo bolj zapomnili, drugi malo manj iz šole, kar smo se učili, ampak fajn so mi pa stvari, ki so pravzaprav bile velike, pomembne v svojem času, potem so se pa kar nekako pozabile, ne. Glih, na primer, Žička Kartuzija, ne, je bila v svojem obdobju najpomembnejša kartuzija na tem območju. Iz cele Evrope so pravzaprav prihajali sem na srečanja, ne, in to je šlo celo toliko daleč, da je, ne vem, je bil prior ali skratka, je zapisal, da bi težko imel še več teh srečanj, ne, ker so tako velik strošek za njih, ne, da oni tega pravzaprav sploh ne prenesejo, da iz cele Evrope prihajajo ljudje, ne. Skratka, te neke v nekem trenutku velike in pomembne zgodbe, ki pa pravzaprav potem v nekaj desetletjih, stoletjih popolnoma izginejo, so odrinjene pravzaprav čez rob spomina in to je velika škoda, ne. Se mi zdi, da te zgodbe je treba pripovedovati, te stvari je treba nekako ohraniti tudi za kasnejše rodove, je pa res, da so mogoče danes otroci malo bolj zahtevni, kot smo bili mi, ko smo bili mlajši, ne, ker je izbira mnogo večja tega, po čemer lahko sežejo. Zato se mi zdi pa recimo vpletanje teh stvari v dela za odrasle pa en tak poseben izziv, no. Nekako, kako pritegniti bralca, da bo pa mogoče, ko se bo po avtocesti v Maribor peljal, opazil tablo Žička Kartuzija in mogoče kdaj tudi zavil, ne, tja. No, ko sva že pri teh mladinskih zgodbah z konca kamene dobe, zdaj bi lahko tisti svoji učiteljici povedali ne samo za domače branje, tudi za Cankarjevo priznanje so bile te knjige. Tako da je, in se mi pa zdi, da ta doba koliščarjev privlači mlade bralce, da se jim zdi to ena taka zelo pustolovska in nenavadna zadeva. A ste dobivali kakšne odzive ali kakšna vprašanja ali v zvezi s tem? Ja, v bistvu odzivov je bilo pa kar veliko, ne. Moram reči, da kar precej mailov potem prek Facebooka me kontaktirajo starši ponavadi od otrok, ne. Pa kaj vprašajo, malo pohvalijo. Predvsem so pa zelo zanimivi odzivi, ko hodim po šolah, ne. Jaz sem imel to smolo, da seveda je bilo moje delo za Cankarjevo tekmovanje v času korone, tako da se ni hodilo po šolah.
In sem potem šele mal ta rep ujel, ne? Tako da je bilo, mislim, super je bilo. Videli se je, da in otroci so blazno srečni, da so spet v šoli, pa ne samo to, ampak da celo odpade ura slovenščine in pride en pisatelj nekaj nakladati. In fajn je bilo to, ker so taki radovedni, ne, malo so drugačni, ne, se mi zdi, da malo preveč mi posplošujemo, ne, kako jih nič ne, mislim, da jih manj zanima, pa kako nič ne vejo, pa tako, ne, v resnici zelo veliko vejo, samo malih je treba spodbuditi in jaz sem bil velikokrat zelo presenečen, zdaj recimo na zadnjem srečanju, ne, mi je pa en fant, mislim, da je iz 5. razreda rekel, ne, ko sem rekel, daj povejte mi, kaj vas je pa motil, ne? Vse to je fajn, ne? Ker so vam učiteljice rekle, da malo pohvalite, pa tako, ne? Ampak dajte povedati tudi, kaj vas je pa zmotil v teh stvareh, ne? In en tam malo tako gleda, ne? Pa je rekel, ja, veste, začetek je super, ne? Pa drugi del, pa tretji del kar mal padeta, pa šele v 4. se začne zadeva pobirati, ne? Sem rekel, no, ti boš urednik, ne? Seveda, ne? Tako da super je, ne? Mislim, jaz sem bil blazno presenečen, da otroci tako razmišljajo, da je imel vse naštudiran, kako bi on, kaj bi on, ne? Da se mi je zdelo tako dragoceno, no, v bistvu, da imajo tako ta vpogled v to, kako imajo lahko tudi zelo izoblikovana mnenja, ne? Zdaj kot avtor, ne, koliko se strinjam, to je druga stvar, ne, hecam se, verjetno je imel prav, ne, on že ve. Tako da ja. Ko sva še malo pri zgodovini, ker so tudi naju tako najavili za ta pogovor, o zgodovini kolektivni, seveda, ki je uradna, zapisana v učbenikih, in o tisti naši osebni. Tu je seveda dvoje različnih reči. Res je, da se rodimo v nek čas, v neko obdobje, ki vpliva na naše življenje, ampak znotraj tega, ne, živimo. Kot smo videli in bova kasneje govorila o romanu Elvisovi sobi, pride to zelo izrazito do tega, ne, da lahko otrok živi zelo dobro in zadovoljno in srečno tudi v obdobju, ki se odraslim ne zdi tako zelo dobro. Ne, in kako pa potem, ko se zadeve spremenijo. Skratka, ta perspektiva gledanja na zgodovino je tudi, tako kot na vsako reč, ne, ta širši pogled in meni verjetno šele obe zgodovini skupaj, ko trčita, da en realen pogled. Zato se meni zdi, da ni treba, da berem zgodovinske romane, ampak romane iz nekega časa, drugega, ki so se dogajali, in sem vedno rekla, da so mi več povedali o nekem času, kot sama zgodovina uradna. Ja, seveda, zato ker v bistvu zgodba, ki jo pripoveduje roman, je za razliko od zgodovinske knjige, a ne, navadno se suka okrog nekega osebnega življenja, ne, junaka, posameznikov pač, in bistveno več nekih nians se lahko skozi to pove, a ne. Mi lahko, ne vem, beremo v zgodovinski knjigi, kako so na primer Nemci uvedli, ne vem, karte za živila, a ne. Ampak to so taka suhoparna dejstva, ne. In pol lahko tudi zraven piše, da je to bolj malo ali pa da ni bolj malo, pa koliko človek na dan potrebuje. Po drugi strani v romanu pa lahko to stisko ljudi, ne, ko so bili naenkrat, se pravi, so lahko kupovali samo še to, kolikor so jim omogočale karte, pa še to samo dokler seveda teh živil ni zmanjkalo, ne, ker potem tudi, če si imel karto, pa je živil zmanjkalo, nisi imel kaj kupiti, ne. Se da pa seveda skozi neko zgodbo bistveno drugače povedati, ne, to stisko se da bistveno drugače prikazati, ali pa če gremo bolj v kakšne bolj vesele stvari, a ne, tudi vesele stvari se skozi literaturo bistveno lažje prikaže kot pač zgodovino, ne, kaj zvem, konec neke vojne, na primer, ne, fajn, ne, ampak zdaj zgodovinska knjiga ne bo tukaj naprej razpredala. Lahko pa napišeš cel roman o zadnjem dnevu oziroma prvem dnevu konca vojne, ne. Tako da zdaj pa to, ne, osebna zgodovina, ne, pa ta kolektivna ali pa spomin, to mislim, da je Ciril Zlobec zelo lepo enkrat povedal v enem intervjuju, ki je rekel, ne, mladost je bila najlepša, ne, bil je fašizem, bila je vojna, ampak jaz sem bil mlad in takrat je bilo najlepše, ne, in mislim, da boljš definirati kot on, jaz itak ne bi znal, ne. Seveda pa je ta naš pogled, ta perspektiva sveta odvisna tudi od tega, kako so nas pripravili na ta pogled, kaj so nas učili, kaj smo ponotranjili. In se mi zdi, da o tem zelo dobro govori prva vaša novela Tako gre ta svet,
v zbirki Prebujanja, pa ker sva rekla, da bo nocojšnji literarni večer tudi branje, predvsem branje, da bo govorila literatura, bi vas kar prosila, da prisluhnemo tej prvi noveli v zbirki Prebujanja. Se je tudi tukaj? Ja, samo očala vzamem. Ajha. Lažje bo. Tako gre ta svet. Zbudim se. Preden odprem oči, zaslišim glas, ki mi pravi: če bi kaj rad, reci prosim. Ko dobiš, reci hvala. Zahvali se tudi, če dobiš kaj drugega, kot si prosil. Ljudi iz stolpnice pozdravljaj. Pozdravljaj vse, ki jih poznaš. Pozdravljaj tudi tiste, ki jih poznaš samo na videz. Pozdravljaj prodajalke v trgovini, pozdravljaj ljudi iz sosednjega stopnišča. Pozdravi vsakogar, ki ga srečaš na hodniku in v dvigalu, tudi če ga ne poznaš. Pozdravi poštarja, pozdravi čistilko. Po stopnicah ne skači, ampak hodi. Če skačeš, motiš sosede. Če boš skakal, boš padel in si zlomil nogo ali roko. Če boš imel gips, ne boš smel ven. Ograj na hodniku ne prijemaj, ker je umazana. Ko prideš domov, se najprej sezuj, potem si umij roke. Ko prideš domov, pozdravi. Ko odhajaš, se poslovi. Ko govoriš z ljudmi, ne glej v tla, ampak v oči. Kdor ne gleda v oči, ima slabo vest. Kdor ima slabo vest, je slab človek. Slabih ljudi se izogibaj. Če se jim ne boš, boš padel v slabo družbo. Slaba družba pomeni slab konec. Ti pa šele začenjaš. Za mizo sedi pri miru, ne binglaj z nogami, ne vrti glave. Ne sprašuj, kaj bo za jesti, pribor ni za igranje. Prtiček je, da si vanj brišeš usta. Ko je hrana na mizi, počakaj, da si najprej vzamejo starejši. Ne segaj čez krožnike, ampak vzemi si, kar je pred teboj. Jesti moraš vse po vrsti. Jesti se začne, ko imamo vsi polne krožnike. Če ne veš, počakaj, da začne jesti kdo od starejših. Preden jemo, si zaželimo dober tek. Eni pred obedom molijo, mi za mizo ne govorimo. S polnimi usti se ne govori. Hrane ne baši v usta, ne goltaj, ampak vsak grižljaj prežveči. Vzemi toliko, kolikor lahko poješ. Hrane ne bomo metali stran. Eni nimajo za jesti, vidiš jih na televiziji, vidiš jih na cesti. Na cesti vidiš ljudi, ki brskajo po smeteh, vidiš ljudi, ki se pogovarjajo sami s seboj, vidiš ljudi, ki preklinjajo in se grdo obnašajo, vidiš ljudi, ki klečijo in prosijo, vidiš ljudi, ki pravijo, da iz kart in dlani berejo prihodnost. Ne ustavljaj se, ne pogovarjaj se z njimi, ne glej jih, ne verjemi, kar govorijo. Če se ti zdijo smešni, se jim ne smej. Če ti bodo kaj ponujali, se zahvali, ampak ne vzemi. Če te bodo kaj prosili, reci, da ne moreš. Čim hitreje pojdi mimo. Ne obračaj se, ne glej nazaj. Glej pod noge in pojdi svojo pot. Hodi naravnost. Pazi na ljudi, ki ti prihajajo naproti. Umikaj se starejšim, umikaj se tistim, ki te ne vidijo. Umikaj se takšnim, ki se namenoma zaletavajo. Vedno hodi po pločniku. Cesto prečkaj pri semaforju. Ko zagori zelena luč, počakaj, da se avtomobili ustavijo. Počakaj, da na cesto stopijo tudi drugi ljudje. Eni hodijo čez cesto pri rdeči luči. Ne ponavljaj za njimi, ne ponavljaj za tistimi, ki delajo narobe. Na stranišče hodi doma, drugje pojdi samo, če ne moreš zdržati. Pokrova ne prijemaj z roko, ampak si utrgaj kos papirja. Ne sedi na školjko, ampak počepni. Nikoli ne veš, kdo je bil pred teboj. Nikoli ne veš, kako drugi čistijo za seboj. Eni sploh ne. Pazi, da se oblačila ne dotikajo tal. Pazi, da se ne dotikajo školjke. Roke si umij z milom. Ko zapuščaš stranišče, ne prijemaj vrat. Eni si ne umivajo rok. Ne govori, če te nihče nič ne vpraša. Ne govori, če nimaš kaj povedati. Preden spregovoriš, premisli, kaj boš rekel. Ne zapletaj se v prepere. Preperi se nikoli ne končajo dobro, tudi če imaš prav. Nikoli ne laži. Laž se pogosto zdi lažja pot, pa ni. Če boš lagal, boš veljal za lažnivca. Če boš veljal za lažnivca, ti ne bodo verjeli niti, ko boš govoril resnico. Rekli bodo, da lažeš, rekli bodo, da si mala baraba. Iz male barabe zraste velika baraba. Z velikimi barabami noče imeti nihče opravka. Velike barabe niso srečni ljudje. Sreča pa je vse, kar imamo. Sreča je dobra samo v majhnih količinah, v večjih se hitro kvari. Če je nimaš, se ne pritožuj, ampak stisni zobe. Nesrečnim ljudem se srečni izogibajo. Le redki so pripravljeni pomagati. Ne računaj, da jih boš srečal. Nesrečnih se v glavnem držijo še bolj nesrečni. Nesreča je živo blato, iz katerega sreča ne more vzkliti. Če pa srečo imaš,
Drži jezik za zobmi. Ne hvali se, ker ti sreče v resnici nihče ne privošči. Ljudje govorijo eno in mislijo drugo. Bolje je, da vejo o tebi manj kot več. Zato ne govori, če te nihče nič ne vpraša in ne sprašuj več, kot je nujno. Vprašanj ne ponavljaj, tudi če odgovorov ne razumeš. Kdor vpraša večkrat isto, velja za neumnega. Kdor ves čas nekaj sprašuje, velja za zvedavega. Ne eno, ne drugo ni dobro. Če boš vedel malo, te bodo pustili pri miru. Če boš imel srečo, te sploh ne bodo opazili. Ne obremenjuj se z vprašanji, ki odpirajo nova vprašanja. V resnici moraš vedeti in razumeti čisto malo. Ne razmišljaj o stvareh, ki jih ne razumeš, ker si jih boš narobe razlagal. Posledice nosi vsak sam. Ne razmišljaj o onesnaževanju okolja in klimatskih spremembah, ker ti še ne boš čutil posledic. Ne razmišljaj, zakaj eni ljudje umirajo od lakote, medtem ko živiš v izobilju. Ne razmišljaj o vojni, dokler je pri nas mir. Vse, kar vidiš na televiziji, se dogaja daleč stran. Prispevki večinoma ne pokažejo prave slike, časopisi in revije so polni laži. Objavljajo zgodbe, ki večajo prodajo, prodajo večajo zgodbe, ki se tebi ne morejo zgoditi. Ne računaj, da boš na loteriji zadel 10 milijonov in ti do konca življenja ne bo treba delati. Ne računaj, da boš dočakal 100 let in ti bo v spremstvu novinarjev prišel voščiti sam predsednik države. Ne računaj, da boš srečni obraz z naslovnic. Raj se pripravi, da boš moral vse življenje trdo delati in da ti nič ne bo podarjeno. Imel boš toliko, kolikor boš ustvaril s parom rok. Lahko si boš najel stanovanje, lahko si boš kupil avto, lahko si boš plačeval zdravstveno zavarovanje, lahko boš imel satelitsko anteno in 100 programov na televiziji. In to sploh ni tako slabo. Z ljudmi, ki jih vidiš po televiziji, nimaš nič. Uredniki informativnih oddaj ti vsiljujejo slabo vest. Ljudi, ki jih kažejo pri poročilih, ne poznaš, tako kot oni ne poznajo tebe. Misliš, da bi ti poslali oddaje oblačila, mleko v prahu in konzerve, če bi ti reka odnesla dom? Misliš, da bi ti poslali zdravila, ki jim še ni pretekel rok uporabe? Misliš, da bi prišli reševalci z lavinskimi psi, če bi potres rušil naše mesto? Misliš, da bi pod ruševinami iskali preživele, tudi ko bi bilo težko verjeti, da je spodaj še kdo živ? Misliš, da bi od nekje tam prišli zdravniki in medicinske sestre, ki bi skrbeli za nas? Misliš, da bi nam pomagali prostovoljci? Svet gre drugače. Zaradi tebe se nikjer ne vozijo štirje v enem avtomobilu. Zaradi tebe nihče ne uporablja manj sprejev, zaradi tebe nihče ne kupuje varčnih žarnic. Zaradi tebe ni nihče pozoren pri porabi vode, poljedelci zaradi tvojega zdravja ne uporabljajo manj pesticidov. Zaradi tebe ne ločujejo odpadkov in ne zbirajo starega papirja. Vse, kar ljudje počnejo, počnejo zaradi sebe. Kupujejo si ekološko pridelano hrano in plazma televizorje. Plačujejo si all-inclusive počitnice in sobe z razgledom. Hodijo na preventivne zdravniške preglede in delajo vse mogoče zdravstvene teste. Tu in tam vržejo drobiž brezdomcu. Tu in tam nakažejo denar Rdečemu križu, Polmesecu in Karitasu. Drobiž za malo miru in občutek, da so nekaj naredili, ker jim ni vseeno. Zato ne imej slabe vesti. Tako gre ta svet. Vse, kar vidiš, se lahko spremeni s pritiskom na daljinski upravljalec. Zamenjaj kanal, glej kaj drugega, če ne gre drugače, ugasni televizor in odjavi časopis. Ja, tako gre ta svet. Za vas pravijo, da ste pisatelj, ki ne samo, da uporablja zelo različne tematike, ampak tudi zelo različne žanre. Zazdelo se mi je, ko sem prebirala roman Pod srečno zvezdo, ker se že govori o sreči, da je toliko tega, toliko tudi teh bolečih nevralgičnih točk našega časa, ki jih tukaj že zaslutimo iz tega besedila. Ukvarjate se v tem romanu tako s prebežniki, s begunci, ukvarjate se s kriminalom, s prostitucijo. Tako da je neke vrste lahko en del kot kriminalna zgodba, se bere čist kriminalka, ki pa ima veliko teh bolečih reči sedanjega časa. Vmes je tudi lepa ljubezenska zgodba, pa še poveže se neka zgodba iz preteklosti. Roman ste namreč postavili v Trst in vemo, da je Trst tudi ena slovenska bolečina, delno seveda, ne, iz zgodovine.
In ko sem poslušala predvčerajšnjim zvečer, smo kot gosta vsi s prevajalci poslušali Boštjana Videmška, se pravi novinarja, ki hodi na ta najbolj žareča in boleča območja sveta. Zdaj je to prenehal, ker pravi, da je obnemogel, ne zmore več toliko človeške bolečine. In sem pomislila, da vi pa pravzaprav vnašate to v roman. On je rekel, da je tudi začel zgubljati malo vero v to, da lahko novinarji z vsemi temi zapisi in opozarjanjem kaj bistvenega naredijo, kaj bistvenega spremenijo. In kako se pa vam zdi, jaz upam, da še imate to upanje, da literatura vseeno lahko vsaj to, da si bralci postavljamo vprašanja, ne da gremo tako mimo, kot se naroča temu tukaj. Jaz se sicer bojim, da literatura lahko še malo manj doseže, ne, kot mediji, ampak pa tudi nagovarjamo pravzaprav ves čas iste ljudi, ne, ta bazen je malo majhen, ne, pa vendar, ne, se mi zdi, da če nam uspe pa mogoče nekoga, ne vem, malo drugačna stvari gledati, mu malo premakniti perspektivo, da malo drugače začne gledati na stvari, na svet, v katerem živimo, smo naredili že veliko, no. Kdorkoli od nas, komorkoli od nas to uspe, se mi zdi, da je naredil veliko, ne, ker pravzaprav te premiki so majhni, te premiki ne morejo biti veliki, a ne, ampak to dejansko lahko šele s časom in z malimi koraki dosežemo neko drugačno razmišljanje, kot mogoče danes prevladuje, ne. Se pravi, kaj pa vem, jaz sem pod Srečno zvezdo začel pisati, ko so se pojavili te prvi kombi, ko so Romuni hodili v Italijo, ne. In mene vedno tako zanima, ko pravzaprav gledam recimo okna v blokih, ne, ali pa avtomobile, ne. Kdo so te ljudje, ki živijo za temi okni, ne, kakšne so njihove zgodbe. Recimo Trst je kar tak dosti grozen, ko se peleš gor po obvoznici in gledaš dol te neke take čudne bloke, kjer imaš občutek, da bi ti kvečam organe ukradli, nekaj drugega se tam ne more zgoditi. Ampak vendar tam prebivajo čisto normalni ljudje, ne, ampak je tako malo grozen, ne. In potem vidiš neke te zgodbe, ne, nekih, kaj pa vem, ljudi, ki iščejo svojo srečo, neko boljšo prihodnost, ne, na kjer ovire vse naletijo, ne, pa mogoče niso tiste najbolj očitne neke kriminalne združbe, ki prežijo na njih, ampak bolj ta naša otopelost oziroma to nesprejemanje oziroma kar zavračanje vsega, kar je malo drugačne. Vse tako, kot se dostikrat reče, ne, če se ti bojiš zdaj nekih revežev, ki ne znajo niti jezika, ki ne zna upravljati ničesar pravzaprav, da bo on tebi tvoje delo speljal, ne, koliko za nič delavci v resnici, ne, mislim, ne. Tako da se mi zdi, no, da je treba malo nekako začeti gledati drugače, malo širše. Jaz verjamem za Videmška, da jaz se spomnim še tistih njegovih reportaž, ko sta z Juretom Erženom hodila po Afriki, pa tako, to je bilo tako grozljivo branje, ne. Mislim, nobena literatura in noben film ne more biti tako grozen, kot so bili te njuni prispevki. In verjamem, da na neki točki po eni strani je vsega tega groznega preveč, po drugi strani pa verjetno tudi to, da vidiš, da se manj spremeni, kot bi si želel, ali pa da se stvari ponavljajo, ne. Konec tako kot en Afganistan, jaz ne vem, a so sploh še živi kakšni ljudje, ki se spomnijo, kdaj je bil nazadnje tam mir. Ne, se pravi, kar neke generacije ljudi, ki odraščajo v vojni, ne, se rodijo v vojni, umrejo v tej vojni, pač neko neskončno zlo, ki se vleče, ne, ki ga povzroči enkrat enkrat drug, se interesi so pač različni, ampak človeške zgodbe so pa nekaj drugega, ne. Res je, da ob vseh teh podatkih v časopisih in na televiziji počasi utopimo in vsi dobro vemo, da nas premakne zgodba. To je. In se mi zdi, da če nekdo zdaj bere ta roman, da bo od zdaj gledal seveda na romunske recimo pribežnike ali pa kakorkoli, ne, obiskovalce malo drugače, da vidi točno to, tudi on je zaljubljen, tudi oni, kaj pa vem,
si želijo srečo, hrebenijo po sreči. Ne? To zmeraj znova Dalaj Lama ugotavlja, tako zelo smo si podobni, želimo biti srečni. Ne? In potem vsi vemo, koliko je recimo pri beguncih fotografija tistega utopljenega dečka naredila. Ne? Takrat je nekako, se mi zdi, v temeljih se zamajalo in premaknil svet. Ne? In na to fotografijo sem se spomnila tudi ob tej vaši pretresljivi knjigi Vdih, izdih. Ne? Kaj je pa vas recimo neposredno napeljalo na zapis tega romana? Ja, prav to, kar sem prej govoril, da vsi vidimo, kaj se dogaja, ampak s časoma utopimo in samo še gledamo. Pa niti gledamo, ne. V bistvu se stran obrnemo. Ne. In nekako tisti moji junaki, ki tam pravzaprav skrbijo za utopljence, oni samo še zato skrbijo, da pravzaprav pokopljajo ljudi, ki jim ni uspel priti na, bom rekel, lepšo ali pa srečnejšo stran sveta, čeprav vprašanje, če bi za njih res bila lepša in srečnejša, nekako skrbijo za trupla in še to je odveč, ne, ljudem, ki tam okrog živijo, še tega jim ne bi dovolili. Ne. Tako da v bistvu po eni strani ta neko zlo, ki ga sprožamo tako ali drugače, po drugi strani pa to, kako hitro se tega privadimo. Ne? Tako kot, ne vem, zdaj recimo, ne vem, sem se spomnil knjige od Vinka Medrandorferja Druga preteklost. Ne, podobna zgodba, dogaja se recimo nekje na Štajerskem, se on prav natančno ne pove, ampak dejansko, kako izgleda neka mešana vas, pa pride neko čudno obdobje, se pravi pride vojna, pa prvi Nemci naredijo svoje, potem je pa vojne konc, pa Slovenci naredijo svoje, ne, koliko enih krivic in samo dejansko se nalagajo krivice na krivice, ne, nikoli pravzaprav ni neke pravice, čeprav vsi nekako iščejo svojo pravico, ne. No in pri mojem romunskem paru, o katerem pišem isto, ne, se ona dva iščeta nek košček sreče in če ga bosta ona dva tukaj našla, ne bo moj košček sreče zaradi tega nič manjši, ne. V bistvu se to ne izključuje, ne? Njuna pa moja sreča. Zelo radi v svojem pisanju uporabite tudi perspektivo otroškega pogleda. Ta pogled je še vseeno nekako manj, kaj bi lahko rekli, dotaknjen od vsakdana. Gledajo bolj čisto in tako. Seveda v vaši mladinski literaturi se to pojavlja, ampak najbolj pa pride upoštev to v romanu v Elvisovi sobi. Ja, rekli smo že prej, da je bil roman nagrajen s Cankarjevo nagrado, da je dosegel kar veliko publicitete in se mi zdi, ko znova prebiram ta roman, za katerega pravijo kritiki, predvsem Aljoša Harlamov je v spremni besedi zapisal, da je to pravzaprav prvi roman o slovenski osamosvojitvi. In to roman, s katerim res se vračamo tisti, ki smo ta čas preživeli in tako spretno vaša osebna zgodovina se tukaj riše, torej oziroma vaša, ne smemo govoriti, torej pripovedovalčeva, ki sovpada včasih tudi z vašim življenjem, ker je zanimivo, da ste nekako vstopili v svet odraslosti prav takrat, ko se je tudi Slovenija osamosvojila. In letos, ko praznujemo 30 let te države, se mi je nenadoma zazdelo, radi, to je popularno, da sprašujejo 30-letnike, kako se počutijo v tej državi. Ampak se mi zdi, da bi bilo veliko boljše spraševati vašo generacijo, ki je točno odrasla v to deželo, imela izkušnje še s prejšnjo in kako ste doživljali ta prehod v to drugo državo. Še nekaj, ker so danes tudi ljudje, ki se ukvarjajo z jezikom, je zanimivo v tem romanu, ker ga začne pripovedovati deček, otrok, nekaj let star in je ta jezik na začetku dokaj preprost, tako kot je preprosto njegovo dojemanje sveta. In mora se skozi roman spreminjati, tako kot odrašča glavni junak, kot se spreminja svet okrog njega, kot se spreminja njegova optika, se spreminja tudi jezik. A ste morali biti zelo pozorni, ko ste pisali ta roman, ravno glede jezika? Ja, več stvari je bilo, ko sem mogel biti zelo pozoren. Namreč na začetku sem si želel, da glavni junak ne bi bil tako zelo meni podoben. Ampak
dejansko sem pa jaz glih ta prelomna generacija, ne, jaz sem potem zamaknil, ne, pa sem ga v bistvu mal pomladil, ne, ampak če bi bil mal mlajši, potem on ne bi bil zadnja generacija, ki je šla na služenje vojaškega roka, potem in tako naprej in tako naprej. In potem, ne, ko sem bil jaz že krepko tam nekje čez polovico romana, ne, mislim, se stvari niso več izšle, ne, in potem sem začel ponovno, ne ponovno pisati, ampak zelo popravljati stvari in sem se prvo mogel sprijazniti s tem, da ta Jan bo nekako zelo meni podoben in da sva midva pač generacija, no, da sva midva dva sošolca v resnici, ne. Zdaj, kar pa zadeva jezik, ja, to je pa tako, ta otroški jezik mi je zelo fajn, ker je preprost, hkrati je lahko zelo topel, lahko je pa tudi zelo boleč, ne, zato ker otroci so pač iskreni, ne. In če kaj ni fajn, to tako brutalno iskreno povejo, ne. Po drugi strani potem prihajajo tista neka najstniška obdobja, ne. Zdaj tukaj grejo kar relativno hitro čez, ne. Ni bil toliko fokus na tem obdobju, ne. No, ampak seveda, ne, sem mogel to tudi pri samem jeziku upoštevati. Pa je kar zanimivo tako pol se malo nazaj spominjati, ne, kako točno smo govorili, kako smo se oblačili. Sej mogoče ni toliko opazno v samem romanu, samo jaz, ko pišem, si moram zadevo v celoti predstavljati, ne. Vsak lik mora biti izdelan, ne, mora biti tudi oblečen, recimo, mora biti v neki sobi, ki je opremljena, ne. Čeprav mogoče o tem potem ne pišem, ampak jaz si moram to postaviti, ne. In tudi zelo slišim, kako govorijo, ne. No, in potem, ko je odraščal, ne, sem mogel kar paziti, ne, da mi ni zanesel tako kot recimo danes mulci govorijo. No, pol, ko je bil pa že starejši, ne, ko pride pa pač čez tisto kritično obdobje, potem je bilo pa spet glede jezika malo lažje, se pa takrat seveda zgodba obrne, ne, pravzaprav začne pa on že dosti zgodaj, ne, v neko svojo preteklost gledati. Zanimivo in poučno za današnji čas se mi zdi tudi to, kako so prej živeli skupaj, ne. Tudi v Sloveniji, kjer ni bilo tako občutiti, in enako se je tudi v Bosni, ne, pravzaprav živelo, da so bili sosedje različnih narodnosti. In kako tukaj seveda Jan prijateljuje z Elvisom, fantom, ki je po rodu, torej njegova družina je iz Makedonije in so muslimani. In obiskujejo se Janovi starši in tudi njim se ne zdi kaj dosti drugačnega. Dobro, otrokom se tako ne zdi, ne? Ampak kako, ko se začenjajo politične razmere spreminjati, se nenadoma čudijo, kako nismo prej opazili, kako so drugačni, kako imajo drugačne navade. Morda so tudi oni v teh navadah postajali ostrejši in morda se ta optika tudi spremeni in a bi lahko rekla, da tudi danes znova, ne, se začenjajo ti malo nacionalizmi, ne, da je več tega rasizma in tako naprej. In kako hitro se ljudje nalezejo tega? Ja, meni se zdi, da recimo tam konec 80-ih, se pravi ta druga polovica 80-ih, je bil nek, rečemo, ta nacionalizem ali pa ne vem, če je nacionalizem ta prava beseda, ampak tak pozitiven, ne. Se pravi, tako ponosni smo bili, da smo Slovenci, imeli smo plakate Slovenija moja dežela, malo bolj taki zavedni smo naenkrat postali. Ne, in zelo hitro potem, ne, po tej osamosvojitvi se je pa ta zgodba obrnila, ne, pol pa naenkrat smo ratali pa oni ta slabi nacionalisti, ne. Se pravi, ta razlika, ne, ko nekdo ima, bom tako, ne, če malo karikiram, nekdo, ki ima obešeno zastavo, pa je ponosen na to, ne, da je pripadnik, ali pa nekdo, ki ima to zastavo, da pove, tukaj smo pa mi in to je naše, ne. In točno to se je recimo pri nas zgodilo, ne, da potem po osamosvojitvi, ne, smo ratali pa taki, ne, ta zoprni nacionalisti, ne, in se mi zdi, da takrat se je tako kar en kup enih krivic zgodil, ne. Tudi če preskočim recimo izbrisane kot mogoče tak največji madež, ne, bolj mislim te stvari, ne, kaj se otrokom v šolah dogajalo, pa naenkrat je bilo pomembno, a je zdaj trdič ali mehkič, kar nikoli prej ni bilo pomembno, pa tudi danes ni, oziroma se bojim, da so zdaj spet malo eni časi taki prišli, ko mogoče spet malo gledamo, kakšen čema kdo, ne, kar ni fajna, ne. Samo se mi zdi, da mogoče smo pa vsem tistem, no, kar smo nekako že izkusili, no, smo se pa vendar nekaj naučili, no, tako da vedno mislim, da politika lahko pridobi določen odstotek ljudi, ki bojo temu sledili in ki bojo nekako znali tam tuliti z njimi v rok, ampak po drugi strani se mi zdi pa, no, da smo prepametni, da bi tako poceni danes te stvari kupovali, no, ali pa saj upam, da smo prepametni, no, za to.
Nekje ste zapisali, da obračanje k preživelim konceptom ne bo ničesar rešilo. In vidimo, da res, kadar politiki nimajo rešitev za prihodnost, se radi obračajo k tem preživelim konceptom. In me zanima, včasih bi radi videli smisel ali radi bi videli, zakaj je tako. A vi kot zgodovinar, se vam zdi, da vidite, da gre za neka nihanja? A je kakšen vzorec ali pride vsake toliko časa, kot ste rekli, neko zlo nad nas? Ja, tako, če gledamo, pravzaprav je bilo, ne, potem, mislim, sej, ne nazadnje, toliko dolgih obdobij miru, kot so zdaj v Evropi, v preteklosti niso poznali, ne. Se pravi, mi dejansko živimo v enem zelo dobrem času, čeprav imamo sami občutek, da ta čas ni dober, oziroma da bi bil lahko boljši, in gotovo bi bil lahko boljši, ne. In ja, stvari se nekako kar tako malo vračajo, ne, tako malo kaj eni koncentrični krogi, kot da bi kdo kamenček vrgel, ne, pa gre en val, pa potem je nekaj časa mir, pa drug, ne, dobro, če bi malo bolj povečali. Tako da ja, stvari se kar nekako vračajo in ne drži, ne, da nas zgodovina kaj nič nas ne nauči zgodovina. V bistvu so neke generacije, ki zadeve še pomnijo, potem oni to blazno obnavljajo, to sicer mislim, da je bilo tudi zelo tipično za socialistične države, a ne, da smo po drugi svetovni vojni pač skozi samo to poslušali, pa samo te filme gledali do nezavesti in seveda potem začutiš nekako odpor do tega, ne. Pa ne pravzaprav do samih dogodkov, ampak do tega, da ti ves čas to nekako servirajo, ne. Okej. To jaz vse razumem, ne, in normalno, da tako reagiramo, ne, je pa problem, kako hitro se pa dejansko stvari pozabijo, ne. Potem pa kar naenkrat pride nova generacija, neko novo obdobje, mogoče malo lepši časi, vse je malo bolj tako, bi rekli, na easy in kar pozabimo stvari, ne. In potem se pa naenkrat, mislim, pa je pa to zelo lahko hitro narobe, no, se pa začnejo napačne stvari dogajati, neke napačne odločitve, ne, zato ker če smo že v preteklosti nekaj izkusili, vemo, da to ni v redu in ne bi bilo treba ponavljati, ne, ampak če tega zgodovinskega spomina ni, potem pač tega ne vemo in ponavljamo napake, ne. Politika se mi zdi pa, da žal za te neke dnevne politične zdrahe, ko nimajo druge vsebine in pa to še kako prav pride, ne. In v bistvu je to verjetno najboljša stvar, ne. Vedno se lahko skregamo, kdo je izmurgal, pa kdo je izgrosupla, ne. Mislim. Je pa zanimivo, da tale vaš Jan pa nima nečesa, kar ste vi v svojem življenju dali. V nekem intervjuju sem potem zasledila, sama tega nisem spremljala, da ste bili glasbenik in to v heavy metal skupini Sweet Sorrow. In da ste napisali tudi nekaj besedil, se pravi, da ste se malo tudi s poezijo ukvarjali, ampak pravite, da se je ne boste lotili, čeprav, ja, in tudi to, da je tega materiala pa toliko, da bo o tem posebno roman, zato ga niste hoteli tukaj noter. No, temu ne bi rekel poezija, ne. Ne, tam je bil zame izziv v resnici napisati besedila, ki v slovenščini v redu zvenijo, ne. Tako da, pa bi tukaj kar zaključil z bendom, ne. Čeprav bilo je pa fajn, ne. To je bilo res eno v redu obdobje, tako da bili smo brezskrbni, ne. Precej mlajši, ne, in tako. In bilo je fajn, imeli smo se super, ne. Sem pa Jana v bistvu nekako probal peljati bolj skozi te, mislim, potem bi se res zadeve razpršile, ne, če bi se vse to dogajalo, pa še bolj bi mogel razlagati, da on res ni jest, oziroma da je in obratno, ne. Ja. Zdaj pa mogoče odlomek. Ja. Aha. Prav, ja. Pisatelj se je odločil za zanimiv odlomek, za res tisti usoden čas. Vemo, da se je vse začelo lomiti seveda s Titovo smrtjo, ne? In mislim, da bomo poslušali prav ta odlomek, ko je umrl tovariš Tito. To, ko umrejo ljudje, za katere otroci mislijo, da so nesmrtni, je še kar šok. Stojim v razredu in gledam bel napis na zeleni tabli. Umrl je naš Tito. Učiteljica drži v desni robec, s katerim si briše solzne oči, v levi nosi debelo knjigo z rdečimi platnicami in naslovom, natisnenim zlato barvo. Učiteljica Nada joka. Tudi nekaj sošolk joka, med njimi Ana. Gledam jo in ne razumem.
Tito je bil naš predsednik, to že, ampak ni bil naš dedek ali babica, stric ali teta. Zakaj potem jočejo? Učiteljica nekajkrat globoko vdihne, potem s tresočim se glasom reče, da je danes zelo žalosten dan. Govorili bomo o tovarišu Titu, o njegovem življenju in delu. Saj verjetno že veliko veste, nas pogleda. No, odpre knjigo, vsega verjetno še ne. Če boste slišali kaj, kar že veste, je pa tudi dobro, ker si boste bolje zapomnili. Pomembno je, da si zapomnite, pomembno je, da veste, za danes in za jutri. Potem začne brati o dečku Sotle. Med odmorom ostanemo v klopeh, tudi učiteljica ostane v razredu. Razred zapustimo šele, ko pride čas kosila. Ob steni se postavimo v vrsto, ki se vije od vrat do zadnje vrste klopi. Počakamo, da učiteljica vstane, stopi do vrat, jih odpre in nas pusti ven. Drugače kot ob običajnih dneh se ne prerivamo, ne tečemo in se ne prehitevamo, pač pa hodimo drug za drugim. Ko z Rokom sediva, me sune s komolcem in pomigne proti Titovem portretu, ki visi visoko na steni. Nekaj ti moram povedati, reče. Ampak to je skrivnost. Aja, ga radovedno pogledam. Poslušaj, se Rok nagne k meni. Tito me vedno gleda. Ni pomembno, kam se usedem, vedno strmi vame. Lahko grem na en konec jedilnice ali pa čisto na drugega. Samo tega ne vem, ali me zdaj, ko je mrtev, še vedno vidi. Počasi dvignem pogled in se zastrmim v Titov portret. Njegova slika visi v vsakem razredu. V našem razredu je na sliki samo obraz. V glasbeni učilnici Tito sedi za klavirjem. V tehnični delavnici stoji ob stroju. Na hodniku, kjer je kabinet za zgodovino, visijo fotografije iz vojnega časa. Najbolj sem si zapomnil Tita s psom. Psu je bilo ime Lux in je Titu rešil življenje. Nekaj trenutkov molčim, potem Roku odgovorim, da vem. S Petrom sva že zdavnaj ugotovila, da naj Tito gleda. Nekoliko se nagnemo desno, potem v levo, da preverim, ali še drži. Tito me gleda. Njegov obraz ostaja nespremenjen, medtem ko oči strmijo naravnost vame. Rok zgrabi žlico in začne jesti juho. Čez čas me pogleda. Hitro pojej, bova šla še v ostale razrede. Poiskala bova vse slike in preverila, ali naj ogleda tudi z tistih slik. Pladnja skoraj polnimi krožniki odneseva do pulta. Če bi bil kak drug dan, bi naju pri pultu pričakala učiteljica Nada. Vprašala bi, zakaj nisva skoraj nič pojedla in nama rekla, da je po svetu veliko lačnih ljudi in da bi morala že zaradi njih pokazati več spoštovanja do hrane. Ampak danes je poseben dan. Pri pultu ni nikogar od učiteljev, zato lahko Pladna brez skrbi pustiva tam in stečeva po hodniku proti učilnicam. Rok prevedno odpira vrata prvih in drugih razredov. Učilnice so v glavnem prazne, saj so učenci na kosilu. Če so učenci slučajno v razredu, hitro zapre vrata, medtem ko v prazne učilnice vstopava, kot bi prišla v našo. Sprva sva še nekoliko previdna, kmalu pa to počneva brez kančka strahu. V vsakem razredu najprej pogledava, katera slika visi nad tablo. Če slika ni enaka prejšnjim, se postaviva naravnost pod njo, potem se pomakneva levo in desno, do oken in stene in omar. Ugotavljava, da naj Tito vedno gleda, tudi če počepneva za klopi in stole, ve, kje sva. Takoj, ko se spet prikaževa, naj gleda. Ko sva v naši učilnici, narediva vse tako, kot v prejšnjih. Potem me prešine. Vsak mora na svoj konec učilnice. Me zanima, koga bo gledal, če bova naredila tako. Pa res, je navdušen Rok. Postaviva se na sredo razreda, potem se Rok začne pomikati proti oknom, jaz pa proti vratom. Še me gleda, glasno govori Rok. Mene tudi, odgovarjam. Ko sem pri vratih, se ta nenadoma odpro. Kaj pa ti tukaj, me vpraša učiteljica Nada. Zdrznem se in odkipam, da nič, ponovim in se umaknem do svoje klopi. Pridita sem, reče, ko je pri katedru. Po vsem telesu me zmrazi. Občutek imam, da je to, kar sva počela, narobe in da učiteljica vse ve. Bojim se, da nama bo v beležko napisala sporočilo za starše ali še huje, da bo rekla, naj se oče ali mama ali najbolje, kar oba zglasita pri njej. S počasnimi koraki se pomaknem proti katedru, Rok pa prav nasprotno, tako je pred tablo, kot bi pričakoval pohvalo. No, kaj mislita o tovarišu Titu, naj vpraša učiteljica. Vedno nas gleda, izstrelim. Kako?
je učiteljica presenečena. Karkoli počnemo, vedno nas gleda in vse vidi, pojasnim. Kako to misliš? Ženska naguba čelo. Pridite, se postavim 2 koraka nazaj in pogledam v Titovo sliko. Zdaj me gleda, rečem. In če se postavim k oknom, me še vedno gleda. In če stečem na drugo stran učilnice, me še vedno gleda. Vidiš, se nasmehne učiteljica Nada. Zato je pomembno, kaj počneš. Zato je pomembno, kako ravnaš. Biti moraš pionir, vedno za zgled in dober tovariš, ker te Tito gleda. Vse nas gleda, vse vidi. Smo spet zaokrožili k tisti prvi noveli. No, jutri boste, spoštovani prevajalci, prevajali del iz romana V Elvisovi sobi. Za začetek se morda lahko ogrevate, meni se je zdelo prav zabavno, z naslovom prvega dela, se pravi prve zbirke novel, ki ima naslov Burkači, skrunilci in krivoprisežniki. Mogoče je to ogrevalna vaja, je pa išla 96. leta in s tem se je pravzaprav začela ta lepa in uspešna pisateljska pot, ki še zdaleč seveda ni končana. Da pa je ta razpon vašega pisanja res širok, ne samo po tematiki, po žanrih, po jeziku, po časovnih opredelitvah, ampak tudi po starosti in perspektivu. Zdaj smo perspektivi pogleda. Govorili smo o otroškem pogledu, vendar ste napisali tudi roman Kronika pozabljanja, o človeku, ki že preživlja nekako svoje zadnje obdobje življenja v domu starostnikov in počasi izgublja spomin, oziroma človeški možgani so velika skrivnost in lahko ste spet ta svoj fantastičen svet nekako pripeljali v njegov. Kaj vas je pa pravzaprav napotilo k temu romanu? In temu se mi zdi, da je tu ena izjemno lepa osebnost ta človek in da tudi zelo lepo umre, ker je lepo živel, doživel celo na koncu življenja eno ljubezen, lepo umre z občutkom, vse je prav tako, kot je. In veliko modrosti slišimo njegovih, tako da se mi zdi, da za pisatelja vaših let res ena temeljna spoznanja o življenju in ste jih položili na usta tega junaka. Kako je bilo pa s tem romanom? Ja, za ta roman je bila pa navdih prababica, ki je umrla malo pred 101. rojstnim dnevom in je v bistvu, ko sem bil majhen, smo živeli skupaj in to je tudi tako hecno, ko imaš nekoga ob sebi kar celo življenje, ki pravzaprav polka umre kar malo presenečen, da je umrl, čeprav je star 100 let. In moram reči, da kot otrok, ne seveda, pač na odraslih gledaš drugače, ampak potem kot odrasel, ko sem začel pa gledati to njeno življenje, pa skozi kaj vse je ona šla, pa kako je še vedno bila taka prijazna in dobrovoljna in vse je bilo v redu. In vse, kar je o tem svetu povedala, je rekla, pa vse je vedno boljš. In tako dobro, ker zdaj živim, še nikoli nisem živela. In zdaj mi je prav žal, da bom mogla jeti. Pa smo vedno, pa sej še ne greš nikamor, sej ni treba jeti. Tako da v bistvu to je bil mogoče en tak navdih za zgodbo. Sicer se mi je zdel pa fajn, mislim, starosti da pa eno drugo perspektivo, se pravi, se lahko obrneš v preteklost in greš lahko spet svetni črno-bel in tukaj sem tudi nekako vlekel ven neke te spomine junaka, za katere pa seveda, ker je prisotna tudi demenca, nikoli ne vemo, ali so dejansko to spomini, ali se on že malo domišlja, ali kaj pravzaprav se v tem njegovem svetu dogaja. On tudi začne pisati svoje spomine, se pravi kroniko, tudi naslov. Ampak potem vsako jutro ugotovi, da pravzaprav to ne drži in začne na novo pisati. Potem sem pa, to je bil roman, ki sem ga napisal pod Srečno zvezdo. Sem pa te nesrečni Romunki hotel podaljšati življenje, tako da tudi njo pripeljem v ta roman in ona pravzaprav nekako kar živi naprej in njeno življenje se je nekako uredilo in tudi tisto zgodbo sem na nek lep način zaključil, ker se mi je zdelo, da to je pa tisto, ta privilegij, ki ga imamo avtorji in avtorice, da pa lahko kaj takega naredimo, kakšno zgodbo fajn zaključimo. Tako da
to gledanje v preteklost, pa potem dejansko, kako je on gledal na stvari, ki se danes dogajajo, z neko to, bom rekel, z neko tako distanco, ki jo imajo lahko samo stari ljudje, ki so že marsikaj doživeli in stvari malo drugače vidijo kot mi. Ne? Moram reči, da je tudi za bralca prijetno, ko sreča junake iz prejšnjega romana, zdaj v novem. Ne? To je tudi Jančar v zadnjem romanu uporabil, ne? Da junaki iz severnega, oziroma se pojavi nekaj v novem romanu in tako tudi tu, ko vaš človek bere časopis, pa bere to o romunskem paru, ne? In se rekla, glej, ne? Je nekako, kot da srečaš znanca in tak prijeten. Ja, čas je, da počasi zaokroživa in prebrala bom za zaključek tega romana, Kronika pozabljanja, ker me je včeraj izjemno pretresel. Najprej sem brala, namreč ponovno sem prebrala en intervju z strokovnjakinjo, ki se ukvarja s kvantno fiziko in o tem predava in poučuje in je govorila natanko o tem, kako zelo je vse povezano, kako smo povezani, kako smo in svetloba in senca, kako je oboje v nas. In da ko se bomo tega bolje zavedali, bomo lažje živeli drug z drugim. In potem pretresena odprem še enkrat zaključek tega romana in preberem to. Sem si. Si pastir, ki je zaspal in lovec na preži. Si jagnje, ki se je oddaljilo od črede in volk, ki teče čez ravnino. Si zvonec, ki opominja in tišina, ki vleče vase. Si, kar se je zgodilo in to, kar pride. Si življenje, kot je. A vidite, da ste malo pesnika? Se mi je zazdelo, da tole je pa zelo, zelo pesniško, poetično, tako lep zaključek. In ste želeli še dodati nekaj k temu koncu? Ne, samo hvala bi rekel. Hvala vam, spoštovani Sebastian Pregl. Zelo lepo, da se je pisatelj iz Ljubljane pripeljal v Maribor za ta pogovor nocoj. Hvala vam. In vam, spoštovani obiskovalci iz tujih dežel, upam, da boste odšli z lepimi vtisi, ne samo na našo prijazno in lepo deželo, ampak tudi na našo odlično literaturo in da vas bo kakšna knjiga še zamikala. Hvala vsem, predvsem pa seveda vam in pa organizatorjem tega seminarja za ta lep in bogat večer. Hvala lepa. Hvala.